So fly, I really wanna make you mine. So right, this feeling that I feel inside. Sem Hauptmann in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Presence is a pure delight. You run the claim, is what the birds tell. Yeah, yeah. I can take you places you've never been before. Show you about a good time and show you even more. Treasure when you look at my side, that's for sure. Baby girl, it's not just lust, I want your love. So fly, I really wanna make you mine. So by my side, I'm glad you answered your doorbell. Your presence is a pure delight. In front of me is what the birds tell. Yeah, yeah. Let me take you places you've never been before. Show you about a good time and show you even more. Treasure when you look at my side, that's for sure. Baby girl, it's not just lust, I want your love. So Soulfly ter Hauptmann z albuma Liberosis. Žan, lepo zdravo, da je Radioaktivno. Zdravo in hvala za povabilo. Kar nekaj časa nisem nič slišal zate, kot bi bil ilegale. Malo sem rabo pauze od vsega ostalega, kar ni glasba, tako da mogoče zato sem se malo manj javljal, ampak zdaj sem pa nazaj. Si še v Ljubljani ali te že Maribor pritegnil nazaj? Sem še v Ljubljani, zaenkrat. Na obroke tudi v Mariboru? Na obroke tudi v Mariboru, da starše malo pozdravim in kako rečemo. Presenečenje je bil EP, ki si ga poslal nedolgo nazaj. Kakšno presenečenje? Pozitivno. Dobro. Kaj ti običajno te poznam takih jazzy, pop, soul, R&B vodah, tokrat pa reggae ritme. Ja. Vpliv, no, bomo rekla, ni zdaj čist roots reggae, ampak ja, se pa sliši, da je reggae. Ja, ni tisti hardcore reggae. Ja, ni hardcore reggae. Taka neki konglomerat mojega sounda iz prejšnjih albumov, pa mogoče vpliv reggae, ker se mi zdi, da je malo bolj lahkotno vse skupaj in to si tudi želim. Želim si, da se razvijem v takega glasbenika in hkrati v tako osebo, ki je mogoče malo bolj lahkotna, da ni vse tako melanholično. Si načrtno naredil taki easy EP? Ja, na kratko, ja. Samo uživancija? Samo uživancija,
pa mogoče neka razmišljanja za tiste, ki se poglobijo v sporočilo pesmi, se da tudi marsikaj odkriti. Pomeni, da se predstavljaš, kako ležiš nekje na Jamajki na plaži, pa uživaš. Ni čist tako, ampak lahko nekdo to tako vzame in najker uživa na plaži z liberosisom v ušesih. V medijskem sporočilu piše, da si imel te skladbe dolgo v skladišču. Ja, nekatere res, po mojem kar par let in sem jih pol recikliral, besedila mislim. To se mi je že večkrat zgodilo, da mogoče je ena skladba nastala v večjih žanrih, pa sem se pol odločil, mislim se valjda moraš odločiti za enega, ne. Tako da, ja, Klaus Majas je ena od teh, na katerem se mi je pridružila tudi Alja Senčar, vokalistka, napisala svoj del besedila in pol je ta komad v bistvu dobil neko novo preobleko. Mogoče pa bi naredil poskus, pa vse skladbe preoblekel še druge žanre, pa imel 3 EP-je. Ja, lahko bi naredil to, ampak se mi zdi, da mogoče boljše, pa da poslušalci bolj cenijo vseeno, da narediš nekaj novega, ker vse zanimajo, ne vem, nove stvari, kaj se dogaja, kaj zdaj nastaja v mojem studiu. Tako da, po mojem je boljše, da jim dam vseeno nekaj novega, pa čez par let recikliram kakšnega od starejših. Sicer vmes nisi miroval, kot si mi dejal pred tem intervjujem, izdajal tudi z drugimi, tudi druge skladbe. Imam zdaj kar nekaj sodelovanj. Eno izmed teh je Igor Matkovič, odličen trobentač in odličen glasbenik, ful me, že od nekdaj ga jemljem kot vzornika. Tada sem ful vesel, da mi je ratalo z njim narediti komad. Naslov je Velvet Tides. Sodeloval sem tudi z Hano Mancini, pevko, in pa Laro Oset, ki je presenetila z novim albumom. Tako da ogromno sodelovanj z vsemi meni ljubimi artisti in upam, da se obeta še kakšno. Bomo te skladbe slišala po predstavitvi EP-ja. Za uvod je bila skladba Soulfly. Ta je po mojem najbolj lahkotna iz celega EP-ja. Tu gre za nek uvod v, kako bi temu rekel, ljubezensko razmerje in pol si nekako kronološko sledijo komadi v bistvu skozi EP. Se pravi, to je neko spoznavanje, ko še so metuljčki v trebuhu pri nekaterih. Po mojem pol z leti teh metuljev sicer malo manj, ampak, ja, Soulfly. Zato bo druga I Don't Trust My Heart. To je pol takrat, ko spoznaš, da mogoče včasih ne smeš zaupati srcu, takrat, ko si to najbolj želiš. Ja, tam je mogoče najljubše iz EP-ja, zaradi instrumentala, kak je nastal, bassline mi je všeč, ne vem, tam je nekako najljubši.
trust my heart. It's easily deceived. Was running after one who never cared for me. Why can't I find love? I guess you robbed me blind. Can't see what the future holds. Can't leave the past behind. Na 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 na. 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 I'll rise above the storm and let light guide my way. No chains upon my soul. A brighter night, a clearer day. I'll rise above the storm and let light guide my way. No chains upon my soul. A brighter night, a clearer day. I Don't Trust My Heart, Hautman z albuma oziroma EP-ja Liberosis. Če še prevedeš naslov EP-ja, kako ga ti razložiš? Liberosis je izraz za željo potem, da bi stvari jemal manj resno, manj tragično, oziroma po domače, da bi se malo manj sekiral za take stvari, ki niso tako veliki problemi v življenju. Umetna inteligenca mi pravi, da je to izmišljena beseda. Ja, res je, to je v bistvu, kak je že naslov knjige? The Dictionary of Obscure Sorrows. Slovar nejasnih žalosti mi je prevedlo. Tako, to je en gospod, pozabil sem sicer, kako mu je ime, ampak je John Koenig. našel je izraze za občutja, za katere nimamo izrazov. In se mi zdi taka kar kul stvar, zato sem posvojil to besedo. Torej si izmišlja nove besede. Je treba tudi to pri besedilih? Kdaj pa uporabiti kaj novega? Ne, tam pa ne, zato ker pri besedilih, vsaj moje mnenje je tako, da poslušalci morajo vedeti, o čem poješ. In če si ti izmišljuješ, če nisi razložil tega, ne morajo vedeti. Čeprav je skladba iz slovarja nejasnih žalosti, pa EP ni žalosten. Se po melodiki ne. Otožen malo, ja, po melodiki ni, vse to je ravno ta dvojnost, ki sem jo želel, da pač ta moja melanholična besedila sporočim skozi pozitivne harmonije, melodije in vzdušje na splošno. Ostajaš R&B, soul, blues, jazzy ritmih. To je osnova, verjetno. To je osnova, ja. Pač to je nekaj, kar je zapisano nekje globoko, se mi zdi, v tem se znajdem, to mi je všeč. Ja, tako da vse ostalo so pol nijanse. Kakšen izziv pa je bil poseči po reggae ritmih? Ker izziv predvsem iz vidika igranja in petja v živo, zato ker to je ena stvar, ki jo moraš kar dolgo vaditi, pa se spoznati z jezikom reggae glasbe. Tako da mogoče to je najtežje, zdaj ta neodvisnost petja in igranja v živo in še neki efekti in ful je stvari za delati. Mogoče celo malo več kot pri prejšnjih albumih. Ne uporabiš pa tiste angleščine z Jamajke? Patois, misliš? Ne, to pa ne. Se mi zdi, da to lahko uporabljajo samo tisti, ki so od tam ali pa živijo tam. Ja. Da bi to bi pol zgubilo na neki kredibilnosti, vsaj v mojih očeh. Verjetno pa je na tem mestu težka primerjava med tem EP-jem pa tvojima prvima dvema albumoma Finish It Not Perfect pa Blizu. Žanrsko se precej razlikujejo. Mogoče en od komadov, Just Enough Hope, tretji, je še nekako najbolj podoben temu Finish Not Perfect album zvoku. Ampak ja, je neka druga smer in zdi se mi, da je okej, da se artist razvija in poskuša, pa čeprav marsikomu je ljubši prvi album,
Vseeno se mi zdi, da kot poslušalci, če zares spremljamo avtorja in če ga zares spoštujemo, mu pustimo, da naredi tudi nekaj, kar nam ni na prvo žogo najbolj všeč, pa pač damo temu priložnost. Ampak zaenkrat je odziv kar dober. Tretja, Just Enough Hope. Ja, ta je nekako najbolj otožna, se mi zdi. Pa, tako kot sem že prej rekel, mogoče po soundu najmanj reggae in nekako najbolj paše v tisto sliko Hauptmana, ki so si jo ustvarili pri prvih dveh albumih. Just enough hope to hold on to nothing. A spark that fades, leaving me wondering, am I waiting for something or chasing a dream? Just enough hope to tear at the seams. You whispered promises like fireflies, flickering, lighting up the night, but just out of reach. Every time you have me with words but never tight. Enough to make me stay, not enough to fight. I'm the one to blame, you're the one who's right. Just enough hope to hold on to nothing. A spark that fades, leaving me wondering, am I waiting for something or chasing a dream? Just enough hope to tear at the seams. You gave me a taste, but never the whole, leaving me half of what I was before. You wanted a man who never backed down to fight for you and admire your crown. But change takes time and I couldn't pretend. You lost respect, let the kindness in. Forgot the movie song. When are you gonna realize it was just that the time was wrong? Just enough hope to tear at the seams. Hauptmann z mano oddaja Radioaktivno, Liberosis je EP, ki ga vrtiva. Nanj si uvrstil 5 skladb, naredil se skupaj kot neko zaokroženo zgodbo, kot sem te razumel prej. Ja, sicer me že več ljudi vprašalo, zakaj ni daljši, oziroma da bi si želeli, da bi bil daljši. To je pač neko obdobje, to so neka moja razmišljanja v obdobju, 2 let recimo, od tega, da se je začelo to, da sem začel pisati nekatere od komadov, da sem se pol odločil, da bo to zaključena celota in nekako oblikoval celostno podobo albuma. Ne pravim, da, mislim, lahko da še prije kak reggae komad, lahko da bo zdaj vmes funk komad, to prepuščam čist na ključju usodi, če lahko temu tako rečemo. Nisem obremenjen s tem. Zdaj je izšel album, zdaj si želim čim več nastopati. Imamo tudi 4.7., če si lahko naredim malo reklame, na festivalu Lent
tako da vabljeni, da slišite to v živo. In ja, zdaj, da se ta Liberosis zgodba, da za to zve čim več ljudi in da se to nekako ta album odvrti, pol pa gremo dalje. Besedila tokrat vsa v angleščini. Nenazadnje takemu žanru tudi to pritiče. Ja, mogoče zaenkrat se mi zdi, da je slovenščina za regiji, oziroma da je angleščina mogoče malo bolj primerna. Dalo bi se v slovenščini, ampak rabim nekaj časa, da skapiram, kako bi jaz to naredil. Z angleščino je malo lažje. Lahko bi v mariborščini. Ja, to pa je že nekdo naredil, ne smem ponavljati za MKM. Kot je slišati, je vse skupaj bolj na easy. Takšna tudi naslovnica EP-ja. Ja, avtor naslovnice je Borš Parenblek, slikar. Gre za tiste, ki je zdaj nimajo pred sabo, za gosko, na kateri načeloma, lahko sem to jaz, lahko je kdo drug, nek moški z prtljago jezdi v sončni zahod. Se mi zdi, da zelo dobro povzame sporočilo albuma, da gre za neko brezskrbnost, da gre za to, da se razvijaš in da hočeš najti pot k notranjem miru mogoče in da vsekakor vsak od nas nosi nekaj prtljage s sabo. Ti je imaš kar dosti naložene. Ja, na sliki. Tako da nekam daleč potuješ. Ja, nekam vozijo. Sončni zahod pa kaže že res neko romantiko. Običajno je to povezano z romantiko. Ja, vsi moji komadi so nekako povezani z romantiko. Ampak slej ko prej se stemni. Ja, bomo videli. Zaenkrat je svetlo. Torej še vedno sonce vzhaja. Ja. Naslednja, Tree on the Hill. Tree on the Hill, mogoče mi je pa ta najljubša, ne vem. Ta ima posebno mesto, ker to drevo zares obstaja in gre za nek spomin, ki mi bo po mojem, sploh zaradi tega, ker je zdaj to na albumu, ostal zavedno. In tudi tu bi rad pohvalo in posebej poudaril, seveda poleg celega benda, ki je odličen in brez katerega nočem in ne znam, sta tudi veliko vlogo odigrali back vokalistki Alja Senčar in Vanessa Tomažič. Data nek poseben čar mojim besedilom in nadgradita z večglasnim petjem. To mi je res posebej pri srcu in to tudi na več načinov dvigne komad na višjo raven. This long road again. Watched us collide, seen us decide. 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 So still through the seasons, the storms and the tide. You watched us collide, heard us decide to let go, though our hearts won't abide. Oh, the tree on the hill, standing so still, it knows how to bend, not to fall. It watches me rise with tears in my eyes as I whisper, I gave you my all. The leaves started falling as you turned away. Their ground, though they wept. A love that was fleeting, yet begged us to stay. Now the memory's all that is kept. Watched us collide, seen us decide. Watched us collide, seen us decide. Watched us collide, seen us decide.
us collide, seen us decide. The tree on the hill, standing so still through the seasons, the storms and the tide. It watched us collide, heard us decide to let go, though our hearts won't abide. Oh, the tree on the hill, standing so still, it knows how to bend, not to fall. It watches me rise with tears in my eyes as I whisper, I give you my all. Tree on the hill, standing so still. 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 Liberosis EP, ki ga vrtimo v oddaji Radioaktivno, Hauptmann je z mano. Katero drevo je to in na katerem hribu je skrivnost? Katero drevo je, ne vem, bilo je tako malo starejše, majavo, ampak izgledalo je kar trpežno. O tem tudi govori besedilo, v prenesenem pomenu je pa to lahko potem mogoče kakšna ljubezenska zveza ali zgodba. Je pa to na hribu blizu Šentilja, Torej še v Sloveniji. še v Sloveniji. Glasba oziroma EP dosegljiv verjetno samo v digitalni obliki na streaming platformah. Zaenkrat ja, na tem koncertu, predstavitvenem koncertu v Ljubljani sem se odločil, da bom pa pobiral prednaročila in naredil vinilke, tako kot vse albume do zdaj, ker si želim imeti pač nek kos, ki tudi ostane. Tako da definitivno bom naredil vinilke, je pa res, da mogoče zaradi te moje nišnosti, ali kako bi temu rekel, pa tudi zato, ker je v samozaložbi, sem se naučil biti malo previden in najprej pogledati sploh, koliko kosov bi si ljudje želeli in pol gremo dalje. Tako da zaenkrat je pa samo na digitalnih platformah. Imam pa majice, ki tudi Borš Parenblek je pol naredil neko tako adaptacijo za na majice in ena slovenska znamka Asfalt, ki delajo merch tudi za druge artiste, pa, mislim, svoj merch imajo, super kolektiv in ful kvalitetne majice in ful sem vesel, da so tudi zame hoteli to narediti. Tako da od mercha imam predvsem majice zaenkrat. Je že kaj odzivov streaming platform poslušalcev na EP? Ja, odzivi so itak, pa tudi zdaj, ko smo imeli te live koncerte, mogoče to še bolj na ljudi vpliva in so ful bolj navdušeni, ko slišijo to na vredo ozvočenje, ker zdaj na platformah lahko nekdo posluša to na telefonu, pa ne doživi tega v polni moči, ali kako bi temu rekel. Ampak zaenkrat so pozitivni odzivi boljši, kot sem v bistvu pričakoval, tako da zdaj samo jaham ta val zaenkrat. Kot si dejal, tudi v Mariboru boš igral na Lento 4. julija. Imaš svojo zasedbo, kot je slišate? Imam svojo stalno zasedbo. Jih predstavim? Izvoliš. Pavel Čebašek na bobnih, Jaka Krušič na basu in synth-bass tudi obvlada, Vid Turica, producent in kitarist, Alja Senčar in Vanessa Tomažič na back vokalih, včasih pa se zgodi, da imamo še kakega gosta. Za Lent pa ne vem še, bom še malo razmislil. Tam boš verjetno moral zaigrati kaj več kot teh slabih 18 minut glasbe. Ja, res je, sej tudi teh 18 minut znamo dobro raztegniti, če je treba, ampak ja, tudi vse moja želja je v bistvu, da ta EP, to je del mene, sej lahko je na koncertu, del koncerta mogoče malo bolj R&B-evsko obarvan, pa potem reggae to preseka, tako da običajno izvajamo itak vse komade iz vseh albumov. Tam še vedno lahko improviziraš. Ja. Zadnja z EP-ja Liberosis bo Close My Eyes, ta pa se meni ne bo usedla. Res? Ne vem, mogoče zato, ker je malo bolj rockerska na koncu. Aha, razumem, o čem govoriš. Mogoče to, mogoče pa ti je všeč, da je tudi ženski vokal zraven. Tudi mogoče. Spet, da jo predstavim še enkrat, Alja Senčar, tokrat na lead vokalu in avtorica besedila.
Ja, vesel sem, da je to zunaj, vesel sem, da imamo z Aljo skupni komad in zdi se mi, da je dober zaključek albuma. Oči pa ne boš zaprl. Vedno so zaprte, ko pojem. Should've stayed around, what a tragedy. I gave you my all, you did not feel free. Should've stayed around, gone so carelessly. I gave you my heart, you still stole it from me. Should've let you go when you wanted to leave, but I really believe you'd see the good in me while I'm around. Before you start to miss me, I close my eyes so I can see you stayed with me through thick and thin. I close my eyes so I can see you stayed with me through thick and thin. I wonder, do you miss me? Oh, baby. Even after a while, I do admit I think of what could have been. I couldn't let you go, but I needed to leave. It wasn't you, it wasn't me, it was the weight of what we couldn't be. Still, you really believed you could change the world inside of me, baby. I close my eyes so I can see you stayed with me through thick and thin. Close my eyes so I can see you stayed with me through thick and thin. I close my eyes so I can see you stayed with me through thick and thin. I close my eyes so I can see you stayed with me through thick and thin. I close my eyes so I can see you stayed with me through thick and thin. I close my eyes so I can see you stayed with me through thick and thin. Sem Hauptmann in vi poslušate Radio Aktivno. Flying through my window, looking for a treasure chest. I can feel the wind blow, headed for the golden west. Softer than my pillow, let me fall head over heels. I can feel the wind blow, hoping I can find release from your cares and woes. From your cares and woes. Flying through my window, chasing golden streams of light. I can feel the wind blow, pull me through the edge of night. Softer than my pillow,
Po EP-ju Liberosis Hauptmann ostaja z mano, bova zavrtela še nekaj skladb, ki so išle kot singli v prejšnjih letih, lahko rečemo, ne meseci. Ne? V prejšnjem letu, ja. Velvet Tides je bila prva. Igor Matkovič, trobentač, odličen muzičar in ja, to se je zgodilo čisto tako spontano. Vse ne vem, kaj bi še povedal o tem komadu. Ponosen sem na izdelek, upam, da še kakega spečeva z Igorjem, ker mi je ful fajn delati z njim. Na njem pa so tudi glasbeniki Pavel Čebašek, se pravi bobnar je isti, tudi basist, Jaka Krušič, tako da moja ekipca pa Igor, ki je v bistvu avtor instrumentala, mi smo pol samo to nekako po svoje malo odigrali. Jaz sem pa napisal besedilo. Žan, ob prej omenjenih albumih si imel vmes še Ištekan album. Tega štejem kot tretjega, čeprav ta tretji je pol ta Ištekani live album, je v bistvu skupek prvih dveh. Tako da ni zdaj to nova glasba, je pa v čisto svoji preobleki z godalnim kvartetom, za katerega je Leon First napisal aranžmaje. In ja, tudi to je zunaj. Tako si lahko poslušalci tudi to poslušajo. Koliko pa si pomagaš pri glasbi s tehnologijami? Verjetno misliš AI pri pisanju besedil? Ali pa nasplošno? Te se sploh to dotakne? Pa ne vem, vse je kar dober AI, če sem čisto iskren, ampak vem, da sem probal enkrat pred letom ali pa še več, pa mi je vse zvenelo mogoče malo suhoparno, zato ker jaz nimam tega plačljivega. Vprašanje, kaj ti lahko plačljivi naredi, ampak raje pišem sam. Se mi zdi, da bi to mogel biti standard. Kar lahko potem tudi v živo izvajaš. Ja. Kajti ti UI oziroma AI izvajalci verjetno ne bodo nikoli imeli živih koncertov. Ne. Pa tudi mogoče bojo poslušalci začeli ceniti neke take pod narekovaji male napakice, ker pač energija, pa vse vemo, tisti, ki hodimo na koncerte, vemo, da AI ne bo zdaj tega prevzel, ker se nam ipak gre, da nas, če sem v vlogi poslušalca, si želim, da me izvajalec zagreje od znotraj, če se malo pesniško izrazim, medtem ko verjamem, prepričan sem, da vsaj mene AI ne more ogreti od znotraj. Jaz umetno inteligenco uporabim pri pripravi intervjuja in sicer pri enem sklopu vprašanj. Aha. Kopilotu namreč dam nalogo, da zastavi mojemu gostu 5 vprašanj, ki niso povezana z glasbo. Ok, da vidimo, kaj je kopilot. Zate je pripravil 3 sklope. Lahko izbereš en sklop, ali bo to Hauptmannovska, ali smešna, ali pa absurdna vprašanja. Kateri sklop 5 vprašanj boš izbral? Hauptmannovska. Prvo vprašanje, ki ti ga zastavlja kopilot, se glasi: če bi moral izbrati eno napako, ki bi jo ponosno ponavljal vsak dan, katera bi bila tvoja najljubša nepopolnost? Zbral bi natančnost, rad sem natančen in redko kdaj kaj prepustim naključju. Drugo vprašanje: kateri del vsak dana bi moral imeti gumb Finish it not perfect? Po mojem zajtrk, ker mi nikoli ne uspe popolno, ampak se pa najem. Tretje vprašanje: ko se ti mudi, ali hodiš hitreje, ali samo bolj odločno izgledaš, kot da veš, kam greš? Ko se mi mudi, definitivno hodim hitreje, ker se mi mudi. Četrto vprašanje, ki ti ga zastavlja kopilot: če bi tvoj notranji monolog imel barvo, kakšen odtenek bi bil? Kakšne barve? Težka. Po mojem olivno-zelen. Ne vem zakaj. In še zadnje vprašanje: katero misel si najpogosteje ponavljaš, ko skušaš prepričati samega sebe, da je tudi danes dovolj dobro, če ni popolno? Katero misel si ponavljam? Včasih je dovolj, da se premakneš za korak naprej, če tudi je ta korak majhen. Žan, slišal si, kaj umetno inteligenco zanima od tebe? Ja. V tebi? Nisem navdušen. Vidim, da ne. Tako da boš ostal kar pri klasičnem ustvarjanju glasbe. Ja. Jaz pa pri vprašanjih, ki si pripravljen sam brez nje. Prosim, ja, ker so neprimerno boljša. Pred zadnja, ki bo spustila, bo Simmer, skupaj s Hano Mancine. Ja, s Hano sva se spoznala na enem koncertu, kjer sva oba nastopala in potem tak čist slučajno mi je napisala, da če sem mogoče za kak session, da prova kaj narediti, čist neobvezno in se mi zdi, da
Ja, to je bil prvi komad, ki sva se ga skupaj lotila. Producent na tem komadu je Tino Mokič, en mladič iz Maribora, ki je tudi ful talentiran in ful sem vesel, da smo skupaj to ustvarili. Bas je posnel Janez HC, za tiste, ki ne vejo, kdo je to basist od Siddharte, the famous bass player, tudi super glasbenik. Ja, tudi tu lahko rečem isto, kot sem prej rekel pri Igorju, da si želim, da bi še mogoče kakega naredili, ker mi je všeč mi je bil proces in tudi rezultat. Hold it together, don't pull the trigger, don't let it simmer. Love is the killer. Hold it together, don't pull the trigger, don't let it simmer. Love is the killer, don't you know? Hold it together, let it simmer, do something better. Breathe out the bitter, let it go. Feeling heartache let you down. I'm trying your name to say it loud. The times are crazy, people are living life just hating. Oh, we just got to come around. Yeah, yeah. Take some time for love and light. Make some time. Hold it together, don't pull the trigger, don't let it simmer. Love is the killer, don't you know? Hold it together, let it simmer, do something better. Breathe out the bitter, let it go. Feeling heartache, feeling, trying, yearning, trying. Times are crazy, people are living life just hating. Oh, we just got to come around. Yeah, yeah. Hold it together, don't pull the trigger, don't let it simmer. Love is the killer, don't you know? Hold it together, let it simmer, do something better. Breathe out the bitter, let it go. Hold it together, don't pull the trigger, don't let it simmer. Love is the killer, don't you know? Simer in Hauptmann, Žan, za konec tega pogovora, kakšni izzivi so pred tabo? Izziv je ta, da čim več igram, da ta album doseže čim več ljudi, hkrati da se pri vsem tem ne skurim oziroma da ne pregorim, da najdem nekoga, ki bi mi pri tem pomagal. Se pravi, pri vsem tem, kar ni glasba, ampak ne vem, zaenkrat sem kar zadovoljen, pa prihodnost se zdi svetla. Sedaj intenzivna promocija. Še enkrat lahko ponoviš, da si na Lentu. Še enkrat ponavljam, da sem 4.7. z mojo ekipo na Lentu. Predstavili bomo Liberosis v živo, igrali bomo tudi stare hitiče iz prvih 2 albumov. Mislim, da bo super špil. Glede na naše vaje in glede na koncert, ki smo ga že imeli, smo zelo uigrani in se ful veselim tega špila. Če bo še kje druge, pa lahko poslušalci sproti preverijo na tvojih družabnih kanalih in spletni strani. Tako je. Novi material je že kje, kaj v ozadju? Novi material, to te že zanima. Seveda me. Nema tu počivanja, ne? Ja, mislim, da imam 160 demotov na računalniku, poleg tega pa delam
še z enim producentom, ki je mogoče malo manj znan, ampak tudi čist avtentičen in komaj čakam, da kaj zares nastane in da kaj izide. To je Andrija Šulić od slavnega Luke Šulića, brat. Pa Filip Vadnu, ki je kitarist tudi na mojem prvem albumu. Teda to se paca, bom rekel. Ja, pol pa ne vem, še neke moje ideje, ki samo čaka, da jih ujamem, ampak zaenkrat je itak bil fokus na albumu in da se to zdaj odvrti in pokaže ljudem. Tisti demoti bojo pa že počakali. Izmed 160 verjetno ne bo lahko izbrati. Ne, saj niso vsi dobri. Vse po mojem, tak, ne vem. Na hitro bi rekel, da jih je mogoče 50 takih za uporabiti. Pol pa spet, ja, želel bi si itak z nekom skupaj to delati, ker mi je to vedno ljubše. Ja, in pol je odvisno, kaj nekomu dogaja, ali kako bi temu rekel, kaj nekomu všeč, kaj nekoga inspirira. Tako da sta v bistvu dva sita, ne. Najprej je moje, tisto, kar jaz sploh nekomu hočem pokazati, pol pa še ta drugo sito, kjer ga inspirira mogoče en izmed komadov. Za konec še ena, in sicer In Your Heart, skupaj z Lara O. Lara O je In My Heart po mojem mnenju ena najboljših slovenskih vokalistk, avtoric, odlična ekipa muzičarov je z njo in imam tudi to čast, da sem lahko na njenem prvem albumu, ki nosi naslov Soft Spots. Ful se veselim vsega, kar bo prišlo iz njene strani in tudi v živo so zelo prepričljivi in zelo kvalitetna, kompleksna glasba, ki si zasluži več pozornosti. Zato ena skladba sedaj za konec tega pogovora. Žan Hautman, hvala, da si se glasil v oddaji Radioaktivno. Hvala za povabilo. Uspešno in čim bolj delov naprej. Hvala. I've been hearing things about you now. All the things you do and say somehow they don't bother me as much as they have before. And I've been wondering why, 'cause you are in my heart. You are in my heart. I don't mind the things you do today, and even the ones from yesterday, they don't bother me at all. No, they don't. No, they don't. 'Cause you are in my heart. You are in my heart. You are in my heart. I've been saying things I shouldn't say, taking part in games I don't wanna play, but you don't kiss me, touch me, see me as you did before. No. Am I in your heart? How did we get so comfortable saying things we don't even mean? How come I've been wanting someone I have never seen? I know we can do better. You promised me forever. We're lonely yet together. Am I in your heart? Am I in your heart? Am I in your heart? You are in my heart. You are in my heart. Guess I'll show you mine, you show me yours. Just know that I can't reach you if you're slamming doors again. Are we doing this again? I don't mind you kissing other girls.
I don't mind you sleeping next to her. I'm not scared of all the things to come, 'cause I know, yeah, I know that I am in your heart. I am in your heart. Sem Hauptmann in vi poslušate oddajo Radioaktivno.